ko dojameš v bistvu, si zmagovalec. Definitivno. Ja, Boris, danes smo se v bistvu usedla zaradi tega, ker ne le, da si bil že mesečni top producer, ne le, da si bil top producer Poslovalnice Koper, ampak si dosegel izjemen letni rezultat, da si bil v bistvu najboljši top producer agent na slovenskem nivoju v Keller Williamsu. Tako da sem si rekel, da vsekakor marsikdo želi slišati, kako ti je uspelo, kako si sploh prišel v nepremičnine, da te ljudje malo boljše spoznajo in da se kaj naučijo od tebe. Mislim, da se od tebe lahko kar vsi marsikaj naučimo, namreč si v bistvu v nepremičninah že 20 let, a ne? Tako je, drži. Ja, Letos bo 20 let. letos bo 20 let. Tako je. Tako da, če pogledamo, glede na to, da če se postaviš nazaj, naprimer, da zavrtimo čas nazaj, 20 let nazaj, pa se spomniš Borisa na začetku kariere, pa Borisa danes, kaj bi rekel, v čem je največja razlika? 20 let od tega je bila moja želja, da bi bil nepremičninski agent, da bi postal nepremičninski agent. In nekako to sem jaz upravljal kot delo, bi se reklo, nekega začetnika, ne. Danes, po 20 letih, pa dejansko je to že preraslo v strast. In to se je samo stopnjevalo iz leta v leto, tako da zdaj to delo že upravljam toliko časa s strastjo. In zato pač so tudi ti rezultati, ki morajo dejansko priti. Če nekaj s strastjo delaš in se fokusiraš na to, no, tako da. Ja, to je zanimivo, da si to povedal, ker v dosti poklicih, v dosti karierah se zgodi, da z leti ta strast malo ugaša, a ne. Kaj bi rekel, da je v nepremičninah tako posebnega, da ta strast dejansko še celo raste? Strast na nepremičninskem področju, vsaj kar se mene tiče, raste, zato ker to je konstantno, se nekaj dogaja, se kupuje, se prodaja in trg se spreminja, ne. In je to tisto, kar tudi žene nekoga naprej, kar pomeni dosegati vedno nove rezultate, si zastavljati nove cilje in osvojiti določene zadeve, ki si jih zastavimo, no, tako nekako. Okej. Ko se spomniš potem na primer takrat teh začetkov, a ne, v bistvu preden si sploh začel, kdaj si sploh vedel, da sploh se hočeš nepremičnin lotiti, da hočeš postati nepremičninski agent? Kako si sploh začel? Začel sem tako, da sem opazoval nepremičninske agente tukaj na Koperskem, ki so opravljali to delo, in me je vedno to fasciniralo, kako oni uspejo stranke pripeljati do nekega zaključnega posla in jih dejansko pol osrečiti. In da so oni pol s tem zadovoljni, kar naredijo, ne. Tako da mislim, da je kot neko poslanstvo, nepremičninski agent ima neko poslanstvo, no, da ljudem pomaga pri izbiri pravega doma, tako da smo na koncu vsi zadovoljni, ne. Je res win-win situacija. To je neka taka posebna varianta, ki me je pritegnila tudi, no. Ja, vidim, da drugače tudi zelo rad pomagaš ljudem, a ne, si dolgoletni krvodajalec. Neko dobro delo, no. Jaz v tem vidim tudi dobro delo, da se ljudem pomaga najti pravi dom. In najlepše je, ko te nekdo sreča na ulici, pa se ti zahvali, zato ker si mu pomagal priti do idealne rešitve za bodoče, za dom. Ja, Boris, zdaj ko te tako poslušam, ne, pa si omenil strast, pa pomoč ljudem, pa dejansko z leti je strast se vedno bolj stopnjuje v tem poklicu, a ne, Tako je. imaš vedno večji užitek dela. Vidim pa dosti novopečenih posrednikov, ki pridejo predvsem zaradi zaslužka v ta posel. Misliš, da je to dejansko
dovolj ali je potrebno res, najti te uh, neke druge motive, veselje, to iskreni namen biti res vrhunski nepremičninski posrednik, da ljudem pomagaš, da dosežejo svoj cilj? Jaz mislim oziroma sem siguren, da, glede na to, da jaz to opravljam z veseljem, Mhm, kot posel, ampak z veseljem, ni mi prioriteta zaslužek. Jasno, da zaslužek pol pride, če nekaj delaš prav, je posledica vsega, ne, denar. no, Ampak ne sme biti vodilo nekomu, da greš v ta posel za zaslužek, ker to je avtomatsko posledica od tvojega dobrega dela in dolgoletnih izkušenj in to se vse skupaj poklopi, tako da rezultat mora biti, če delaš na pravilen način. ja. Jaz na ta način tudi razumem to, kar je pri, Keller Williamsu, ko sem prvič prebral naše vrednote, a ne, pa je pisalo ti, družina, nato posel, a ne. Tako je. Pa sem tudi, tako bom rekel, zelo poslovno usmerjen, pa sem si mislil, kaj to zakaj šele nato posel, a ne. Pa dejansko ravno iz tega konteksta, a ne, najbolj uspešni ljudje so tisti, ko nekaj delajo zaradi tega, ker jih to dejansko veseli. Prvo moraš nekaj delati v življenju, predvsem zaradi tega, ker to tebe iskreno veseli, Tako je. nato, ker veš, da je to tudi dobro za tvojo družino. Uspešen posel je pa potem logična posledica. Tako je, jasno je, da sebe je potrebno dati v tem, tudi v tem poslu na prvo mesto, ker če se dobro počutim, sem v dobrem delovnem okolju, kot sem v KV-ju, v dobrem delovnem okolju in obdan s pravimi ljudmi, je pozitivna energija in avtomatsko se pol ustvarjajo in posli, je samoumevno, da pride do tega, ne. Tako da normalno je naslednja družina, ki je zelo pomembna, in jasno je pol posel, ki vse to vodi naprej, no. Tako da te tri kombinacije so idealne. Prej sva govorila, o Borisu na začetku svoje kariere pa danes, a ne. Zdaj, če pa pogledaš danes kot, prekaljen, stari maček v nepremičninah, a ne, pa pogledaš, novopečene agente, ki vstopajo danes v ta posel, ki so se rodili s tehnologijo, s socialnimi omrežji, umetno inteligenco in vsem tem, a ne. Pa gledaš to iz svoje perspektive, nekoga, ki šele stopa v to kariero, kaj bi rekel, kaj je tisto, kaj dejansko more on prvo osvojiti, da bo pa na koncu, šel po tako uspešnih stopinjah, kot si ti danes? Definitivno mora biti strokoven na svojem področju, mora vedeti, če prodaja nepremičnine, to je zahtevno področje, je najlepši posel na svetu, definitivno, vsaj zame, ampak mora vedeti, o čem se gre. In dejansko stranka mora začutiti, da ne dela to pod nobeno prisilo, ampak mu je to všeč. Ne da nagovarja stranko, da to mora narediti, ampak da je to pravilna solucija, ker tudi nepremičninar vidi v svojih očeh, da je to prava rešitev za stranko in tudi svetuje na ta način. Tako da ne pod vsako ceno prodati nepremičnino, ker vidim te novopečene nepremičninske agente, normalno je, da bi vsi radi prodali, ne, ampak je potrebno prodati ta pravo stvar za ta pravo ceno, ne siliti ljudi, zato ker stranke začutijo, če si iskren, oziroma če nekaj želiš prodati na vsak način, ne, kar pa ni prav, ne. Itak pol stranka to začuti in meni je bilo osebno največji kompliment, ko mi je enkrat stranka povedala, in ne bom nikoli tega pozabil, da čuti mojo iskrenost. Ne, da jih želim prodati, ampak da ji povem prednosti nepremičnine in tudi slabosti. Taka je pač ta nepremičnina, tako da to si bom zapomnil, ena od takih dogodivščin stranke. Ja, v nepremičninah pravimo, da integriteta je tisto, kar je v bistvu največ vredno v Tako. našem poslu, in nepremičninske agencije to res more Zelo pomembno. zgraditi, a ne. Boris, z nami si zdaj, 3 polna leta, ne? Tako je. Prej si bil v bistvu dolga leta v drugi, mednarodni franšizi, ki je bila tudi nekoč največja na svetu.
v bistvu si z njimi pomagal tudi zgodbo tukaj v Kopru od samega začetka, graditi, a ne? Tako je. Zdaj, vsaka sprememba v življenju je težka, a ne? Kaj je tisto, kaj si takrat pogrešal, da si, razmišljal in začel, gledati malce naokoli? Spremembe so itak stalnica v našem življenju, ne. In vsak hrepeni po nečem boljšem. Jaz sem v Keller Williamsu videl eno nadgradnjo celotnega nepremičninskega posredovanja in tehnološko dovršeno družbo, tako da sem se takoj priključil, ko mi je bila dana možnost. Pa tudi delovno okolje je boljše in podpora samega vodstva in tudi kar se pravne strukture tiče, ne. Tako da imamo celotno pravno podporo, kadar jo potrebujemo, in takojšnji odgovor, ne. To mi je meni zelo pomembno, da lahko sem tudi strankam takoj, svetujem in, jim, odgovorim, tako da so tudi one pravno zavarovane. To je pač ena od zelo pomembnih zadev, ki je meni osnova pri tem poslu. Ja. Koliko let si bil pri prejšnji firmi? Precej let, no, mi smo takrat gradili zgodbo tukaj na Koprskem in orali ledino, če lahko temu rečem. Jaz sem pripomogel, so bile še druge osebe, ne, s katerimi smo sodelovali normalno, ampak je kar nekaj let, no, zdaj točno ne bi vedel, ampak je 4-5 let sigurno. Ja. Tako da verjamem, da je odločitev bila kar težka. Ja, prestop je bil kar težek, ker, sem imel več izzivov, ampak zdaj vidim po tolikih letih, da sem se pravilno odločil, definitivno, in bi se še enkrat odločil, če bi lahko izbiral, no, in priporočam tudi ostalim, no. Tako da pač probajo različne solucije. Zdaj, ko z nami že sodeluješ nekaj časa, ne, kaj bi rekel, da je največja razlika, ki jo opažaš? Največja razlika bi bila tudi ta, da se konstantno izobražujemo, to meni zelo, zelo pomembno, in tudi, podjetje Keller Williams, spozna vrednote in tudi, če se nekdo aktivira in je zelo, zelo pomaga pri rasti celotne zadeve in, tako da je obojestranska korist, ne. Obojestranska korist, ker se tudi, ekipa pol avtomatsko širi in nadgrajuje, tako da vsi pridobimo v končni fazi. Ja, to, kar si omenil, ekipo, tudi tisto, kar, vidim, je, da, je dosti ljudi, ki pride k nam, presenečenih, kar se tiče, ravno tega medsebojnega sodelovanja, a ne. Kaj zate pomeni, to, sodelovanje? Ko sva se par dni nazaj pogovarjala, si tako poudaril, da v bistvu to, iskreno sodelovanje, med vami, a ne. To je zelo pomembno sodelovanje, zato ker, kot ekipa lahko več dosežemo. In če si pomagamo med sabo, normalno je prioriteta, da si zaupamo drug drugemu in, da vem, da moj sodelavec bo speljal dobro in pošteno posel, kot bi ga sam, ne, zato mu lahko tudi zaupam. In končni rezultat je posledično več posla. Pa če govorimo o ekipi, a ne, verjamem, da tudi, pri tvojem rezultatu je pomembna ravno ta ekipa, a ne, ki jo imaš, odzadaj, a ne. Ki je lahko to tudi nekdo, ki ni nujno, da je v nepremičninah, a ne. Kaj bi rekel, je dandanes, za nekoga, ki želi doseči vrhunski rezultat, sploh prostor, da je, volk samotar in da je sam na trgu, ali je bistveno lažje v nekem timskem okolju uspevati? Vsekakor je lažje z dobro ekipo prebroditi celotne težave in sodelovati, ker, v tej poplavi konkurence, kar je definitivno zdrava konkurenca,
se lažje prebijamo in smo prisotni na trgu, no. Tako da, ker če kot je pri nas prava ekipa, vse to skupaj pol preraste tudi v prijateljstvo in sodelovanje izven poslovnih vod. Tako da smo tudi na drugih področjih povezani in to je zelo pomembno, Mhm. da se in posel prepleta z prijateljstvom. Ja. To je idealno. Omenjal si tudi razliko, ki si jo občutil, ne, kar se tiče vodstva. Ne, si mi omenil, da ti je tukaj bila velika razlika. Ne, če je eno, je, da je ekipa, da je okolje med vami, kolegi, agenti, ta pravo, a ne, da to zelo pomaga pri uspešnosti posameznika. Pa drugo, kar zelo pomaga, je v bistvu, ali je vodstvo dejansko iz terena, da je šlo čez vse te agentske izzive na terenu, a ne, da se lažje razume. Kaj to za tebe pomeni, da dejansko si v podjetju, ki je zgrajeno, že Gary Keller pravi, a ne, ustanovitelj Keller Williamsa, da je tudi on nepremičninar, a ne, in da smo podjetje, ki je zgrajeno od agenta za agenta, da imaš tudi v vodstvu takšne sogovornike. To je izrednega pomena, ker zame je vodja tisti, ki mora biti vzor. V tem primeru je vodja moj zelo velik vzor in karkoli rabim oziroma nasvet, se lahko obrnem na njega in vedno dobim odgovor, ne, kar pomeni, glede na to, da je sam nepremičninski agent, ne, in dela na terenu in ve, s čim se mi, nepremičninski agenti, spopadamo in težave, je bistvenega pomena, da pač sodeluje z nami in daje konkretne podatke in informacije s trga. To je zame zelo, zelo pomembno, ker kot kdor vodi oziroma lider mora v prvi vrsti zastopati nepremičninarje in vedeti, s čim se mi na terenu ukvarjamo, s katerimi problemi in izzivi, ne. To je zelo, zelo, zelo pomembno, no, za enega nepremičninskega agenta, da ima ozadje in da ima krit hrbet tudi s te strani. Ja. Eno je, kar se tiče, bom rekel, odgovorov na dileme, s katerimi se srečuješ. Kaj pa mogoče iz perspektive biti slišan, da padejo ideje na plodna tla, ki jih imate agenti, se ti tu zdi tudi razlika? To je zelo pomembno, ker glede na to, da smo konstantno na terenu, imamo dosti zunanjih vplivov in informacij in vedno pridobimo kakšno novo idejo, kako bi kaj boljše speljali, da pridemo do rezultata, in tudi to je zelo pomembno, da nam vodstvo stoji ob strani in nas tudi podpira pri tem. Tako da za dobrobit celotnega rezultata, za vse skupaj, da je v obojestransko korist. To je tudi ena zelo pomembna zadeva. Ja, tako kot je v uspehu agenta pomembno, da sliši stranko, a ne, tako v bistvu mora vodstvo tudi slišati agenta, da je potem pa agent na svoji poti uspešen, ne. Definitivno, da živimo skupaj, no, da dihamo vzporedno, no. Boris, v bistvu leto 2025 si zaključil z 18 transakcijami v skupni vrednosti 5 milijonov 700. Jaz sem si malo pogledal podjetja, ki so samostojne agencije na obali, a ne, oziroma na Primorskem, ker, a ne, in v bistvu s takšnim rezultatom si med top 5 v bistvu nepremičninskimi podjetji na obali, a ne. Kako gledaš na ta rezultat? Jaz sem na to zelo ponosen, tega sicer nisem vedel, sem zdaj ravnokar izvedel, tako da jaz s številkami sploh nisem obremenjeval. Enostavno je prišel do teh številk in sem ponosen na to in verjamem, da drugo leto definitivno oziroma to leto bo boljše, ker smo si zastavili visoke cilje in več projektov v sodelovanju z vodstvom tudi, ki nas podpira. Tako da verjamem, da bomo še boljši. Ni pa lahko, ne, moram
povedati. To je najlepši poklic na svetu, ampak če si fokusiran noter, res moraš biti cel dan v tem, ni urnika, no. Vedno na preži za nepremičninami. Ko rečeš, da, ni lahko, a ne, pa biti vedno na preži. Če bi tako, mogel izpostaviti eno ali pa dve stvari, ki ločita uspešnega ali pa povprečnega agenta, kaj bi rekel, da sta ta ena ali pa dve stvari? Definitivno je ena izmed stvari, da je potrebno hitro reagirati na vsak odziv Ja. stranke, slediti stranki, ji prisluhniti in, se dati vedno v nasprotno situacijo, začutiti njeno bolečino oziroma kaj narediti, da stranko pač privedemo do želenega rezultata, no. Da je stranka zadovoljna in da smo tudi mi zadovoljni, kupec in prodajalec, jasno, ne, ker tule morajo biti vse tri strani zadovoljne, če želimo, da je posel, pravni posel v redu zaključen. Ja, mi rečemo win-win ali pa Tako ni je. dogovora, a ne. Tako je. Tako da Drži. bi rekel in z razlogom jo tudi imamo kot prvo prepričanje to, a ne. Potem takoj za tem pa integriteta, o kateri sva prej govorila. Tako zdaj, ko pogledaš, ne, zdaj si sicer že čisto s fokusom v leto 2026, kar je čisto prav, a ne, Ja. ampak če se vendarle usedeš pa pogledaš nazaj na leto 2025, kaj bi rekel, da ti je bila največja lekcija leta 2025? Zelo velika lekcija mi je bilo, da se človek lahko tudi pobere kljub zelo, zelo velikemu padcu. Če se nekdo fokusira in če se res, v to z dušo in telesom prepusti v posel, katerega uživa, se lahko doseže to. Z vztrajnostjo in z iskrenostjo in z res fokusom. S fokusom na eno stvar in to je nepremičninsko posredovanje. Ne s številkami, ampak samo, da delaš prav. Jaz sem prepričan, da delam pravo stvar in avtomatsko so številke prišle same po sebi, tako da nisem sledil številkam, samo svoji intuiciji, da delam prav in samo gas, to je to. Ja, res je, imel si, vem, da nisi imel najlažjega leta, je bilo kar nekaj izzivov, a Tako ne, je. ki se na koncu rešijo, a ne. In ob tem si lep posel zgradil in, ja, se spomnim, ko si bil v dilemi, ali se naj fokusiraš na, daš čisto fokus, v ta posel ali naj še vedno delno, delaš tako, kot si prej in, je to, ti res naredilo razliko. Kaj bi rekel pa ljudem, ki so v podobni poziciji kot ti? Ali imajo težje, življenjske izzive, pa si mislijo, mogoče pa zdaj ni ta pravi čas, da naredim potrebno spremembo, ali pa joj, trenutno nimam takšnega uspeha, ne morem iti s polnim fokusom v to, da so ravno v tem na meji nekje vmes. Pa ne upajo ne levo ne desno, ker vendarle ne vidijo trenutnega uspeha. Zdaj, jaz sem se odločil dejansko res za eno stvar. Prebral sem si tudi knjigo Ena stvar od Keller Williamsa, ker mi je zelo, zelo pomagala in odprla obzorja, razširila obzorja, ker moraš se res fokusirati na tisto eno stvar, ki te pol, privede do želenega cilja. Ker ne moreš delati dveh stvari stoprocentno. In če se fokusiraš na to eno stvar, ki ti stoprocentno pol prinese rezultate, je to to. Tako da res vsakemu tudi priporočam to knjigo Keller Williams od, Gary Kellerja, Gary Kellerja od Ena stvar, no. Tako da je dvakrat za prebrati, ne samo enkrat. In tam dobiš taka izhodišča, ki so res življenjska. Ja, se absolutno strinjam, knjiga je v bistvu tudi svetovni bestseller, slučajno jo je napisal naš soustanovitelj Gary Keller, dobite jo tudi v Mladinski knjigi, v prosti prodaji, v slovenščino tudi prevedena, tako da vam vsem priporočamo, tudi če ste v nepremičninah ali niste v nepremičninah, otrokom svojim jo dajte prebrati, ker je res recept, za uspešno,
pa konec koncev srečno življenje, ker z multitaskingom težko kam pridemo, pa težko smo na koncu zadovoljni, a ne. Tako da meni je to bil glavni aha moment, da je multitasking iluzija, a ne, da je dosti boljše biti fokusiran na eno stvar. Meni je bil vzvod prav ta knjiga. Zelo pomemben vzvod, s tem, da sem si celo podčrtal določene fraze in jih večkrat prebiral, ker sem opazil, da je to. Pol ko dojameš bistvo te knjige, si zmagovalec, definitivno. Pa karkoli delaš, ni to nujno samo za nepremičninski posel, ampak se je zelo lepo izkazalo v mojem primeru pri nepremičninskem poslu, da je res ta ena stvar tista, ki te pripelje pol do želenih rezultatov. Mhm. Boris, za zaključek, a ne, prav gotovo je marsikdo opazil, da je tebi tudi si naredil v lanskem letu spremembo, kar se tiče socialnih omrežij. Marsikdo, a ne, bom rekel, s tvoje generacije, tudi z moje generacije, sam tudi si mislim, pa zakaj bi sploh bil na socialnih omrežjih, a ne, ni mi to všeč, a ne. Kaj bi nekomu rekel, ali se splača biti prisoten na socialnih omrežjih, pomaga to dejansko v nepremičninskem poslu? Socialna omrežja je, jaz bom tako povedal, nujno zlo dandanes. Ljudje nimajo več časa se usesti, da bi se usedli za računalnik in iskali nepremičnine, avtomatsko pač odprejo telefon in se stopijo na ta socialna omrežja in ker je tako hiter tempo življenja, da res nam socialna omrežja pripomorejo k temu, da se marketinško bolj razvijamo in tudi več ljudi, da nas opazi in vidi naše nepremičnine. Tako da to je en plus, no, velik plus. No, koliko vidim, je tebi tudi kar pomagalo, a ne, tudi ne rabiš biti sam, ni vse odvisno od tebe, ampak če imaš, bom rekel, prijatelje, družino, znance, ki ti potem pomagajo, partnerja, a ne, ki potem sami tudi delijo, šele pride do tistega velikega efekta, a ne. In ne rabiš biti sam neki influencer, ne, s pomočjo skupine ljudi se doseže velik rezultat, a ne. Tako da učinek je definitivno zelo večji in bi se rad tudi zahvalil vsem mojim, ki me obkrožajo, znancem in tudi partnerki, ki mi pomaga pri tem, ker sam je nemogoče vse to peljati naprej in biti uspešen pri tem, ker vsak je na svojem področju profesionalec, ne. Tako da nismo vsi za vse, tudi za socialna omrežja nismo vsi, ne, meni to pač ne leži, zato sem moral poiskati pomoč zunanjo, ne, in vidim, da to je pravi korak bil, da se vsak ukvarja s področjem, ki ga obvlada. Ja. Boris, če zaključiva z mislijo, pa z dejstvom, ne, nismo vsi za vse, a ne. Tako je. In če pa pogledava iz tega, kaj si uspel spoznati, okolje, v katerem zdaj prosperiraš, v sodelovanju s Keller Williamsom, kaj bi rekel, kateremu agentu, nepremičninarju bi pa priporočal, da vstopi v okolje, v to poslovno podporno okolje Keller Williamsa? Kateremu agentu bi to dejansko najbolj pomagalo? Okolje, v katerem mi poslujemo, je optimalno, pozitivno in idealno. Tako da jaz bi priporočal to bodisi začetnim agentom, ki jim lahko nudimo podporo in mentorstvo in jih vodimo skozi celoten proces. Bodisi tudi agentom, ki so že dlje časa na nepremičninskem trgu, ker se lahko nadgradijo sami sebe, kot sem se tudi jaz. Ker nihče ne ve vsega, no. Je potrebno, da te nekdo nauči določenih prijemov, ki so pol privedejo tudi do rezultatov. No, tako da bodisi če je agent začetnik ali pa dolgo let v tem poslu, lahko samo napreduje in nadgrajuje
svoje znanje, če se nam pridruži. A, zdaj bom te malo izzval, a ne. Imel si prejšnji mesec, v januarju si imel tudi izjemno dobro produkcijo, a ne, ampak Tako si je. bil na, katerem mestu? Na drugem, Na drugem mestu, a ne. Bi rekel, da tudi ta športna konkurenca med kolegi, super. kjer nisi sam in edini produktiven, a ne, Tako da je. bi bil kot, daleč, edini, a ne, ampak da je to, športno rivalstvo te tudi spodbudi k koraku več? Sigurno. Zdrava konkurenca in delovno okolje je samo še en plus, ker če vidim, da nekdo drugi dosega rezultate, jaz mu privoščim in v bistvu se potrudim, da morda sem jaz še boljši, oziroma tega, ki je boljši, vprašam za določen nasvet. Tako da si lahko med sabo pomagamo in se izmenjujemo, ne. Tako da ni vedno nekdo boljši, ne. Nas je več dobrih in boljših. Ja, tako da, torej za zaključek bova obadva rekla, tako kot je Boris povedal, ali če ste na začetku kariere pa, želite res doživeti svoj polni potencial, ali pa ste, top producer, prekaljen maček, ali tigrica v nepremičninah, a ne, radi imamo športno konkurenco in, vemo, da, tako najboljši med sabo še bolj še prosperiramo, da dosežemo vsak zase svoj polni potencial. Dobrodošli, pa obadva vam res na srce polagama, idite in si, vzemite knjigo, Ena stvar zase in za svojo družino. Lep pozdrav. Svenja, adijo. Super.